Če masturbiraš, boš imel kosmate dlani, pa lasje ti bojo izpadali, pa oslepel boš, pa nič več ne boš čutil tam dol. Vse to in še več so včasih govorili ljudje, da bi preprečili masturbacijo. Danes pa vemo, da to niti približno ni res. Če si gledal predhodne videe, potem že veš, da sem večkrat govorila o tem, kako lahko masturbacija pripomore k boljšemu seksu. V tem videu bom pa končno malo več povedala tudi o tem. Na koncu pa izveš še, na kakšen način je veliko ljudi začelo masturbirati. Za masturbacijo ni nobene starostne omejitve. V bistvu se že dojenčki začnejo dotikati svojih intimnih delov, ker hitro ugotovijo, da je ob tem fajn občutek. S tem, da raziskuješ svoje telo in masturbiraš, ni nič narobe. In skoraj vsi to počnemo. Med masturbacijo se sprošča dopamin. Ko je v možganih več dopamina, smo boljše volje, imamo več energije, motivacije in domišljije. Poleg tega masturbacija pripomore k boljšemu spancu. In če to ni dovolj, raziskave celo kažejo, da blaži menstrualne krče, pa zmanjšuje stres. Veliko ljudi tudi zato več masturbira, ko se morajo učiti. Ko se lotiš seksa s partnerjem, je veliko lažje, če vsaj približno veš, kaj ti je všeč, pa kaj ti ni. Te informacije potem lahko deliš z njim ali pa jim kar pokažeš. To je potem tudi odlična odskočna deska za nadaljnje raziskovanje. Med masturbacijo lahko natreniraš svojo vzdržljivost in najboljši način za to je edging. Edging je, ko se malo preden ti pride, zadržiš in počakaš nekaj trenutkov, da ta občutek mine. Potem nadaljuješ in to ponoviš tokrat, kolikor si želiš. Ko si končno pustiš, da ti pride, bo tudi orgazem veliko bolj intenziven. Enako potem počneš med seksom, če si želiš, da dalj časa traja. Partnerja ali pa partnerco pa medtem, ko čakaš, zadovoljuj s prsti ali pa z usti. Pa še namig. Masturbiraj tudi s kondomom, da se navadiš občutka. Plus, vadil boš na tikanje kondoma, pa še manj boš rabil počistiti. Eksperimentiraj z različnimi oblikami stimulacije, da boš ugotovila, kaj ti najbolj paše. Pa še posebej se osredotoči na dihanje. Ko čutiš, da ti bo prišlo, se sprosti in globoko dihaj. In ko boš s partnerjem, naredi enako. Na nek način se tako lahko natreniraš, da lažje doživiš orgazem. To, da te partner gleda medtem, ko masturbiraš, lahko komu zveni malo neprijetno. Ampak v resnici je pa to lahko ful seksi del predigre ali pa kar cel dogodek. Mnogi pari namreč poročajo, da radi gledajo partnerja, ko to počne. Poleg tega pa se ob tem lahko zelo veliko naučiš in potem to znanje uporabiš v svoj prid. Kaj pa, če ti sploh ni do masturbacije? Če to gledaš, pa si misliš, kaj pa, če si ne želim masturbirati? A moram? Je kaj narobe z mano, če me to čisto nič ne mika? Tako je. Niti približno ti ni treba tega delati, če nočeš. Če ti ne paše, ti pač ne paše in s tem ni nič narobe. Eni ljudje imajo pač večjo željo po seksu in spolnosti kot drugi. Glavno je, da poslušaš sebe in ne delaš nečesa, česar nočeš. Ne. To je še en plus tega. Zanjo ne rabiš nič drugega, kot pa svoje telo. Če pa si želiš uporabiti kakšno igračko, no pa tudi super. Pri teh stvareh je vedno tako. Noben ti ne more povedati, kdaj si ti pripravljen. Najbolje veš sam. Ne. In če te zanima več o tem, si lahko pogledaš video o nedolžnosti, ki sem ga že posnela. Kaj so mokre sanje? To je, ko med spanjem nenamerno, brez dotikanja, doživiš orgazem. Tako se imenujejo, ker pri moških ob tem pride do izliva. Ampak tudi ženske imajo lahko mokre sanje. Ponavadi se pojavijo med puberteto, nekateri pa jih ne doživijo nikoli. Te zanima, kako veliko fantov začne masturbirati? Raziskave kažejo, da se veliko fantov nauči kar od starejših bratov ali pa prijateljev.
Če pa ne traja dolgo, da fant sam ugotovi, da je fino, če se dotika penisa, ko je na primer pod tušem. Ali pa se začne drgati ob vzmetnico, ko mu penis otrdi, medtem ko leži na trebuhu. Ko fantu prvič pride, ni nujno, da ob tem pride tudi do izliva. Včasih fantje, ki jim nihče ni nič razložil o samozadovoljevanju, mislijo, da so nekaj pokvarili, ko prvič doživijo ejakulacijo in si obljubijo, da tega ne bojo več počeli. Ampak ponovadi ne zdržijo dolgo in hitro ugotovijo, da ni nič pokvarjeno. No, pri dekletih je pa majčkeno drugače. O masturbaciji se ponovadi naučijo kar same ali pa o tem, kaj preberejo, brez da bi jim kdo kaj povedal ali pa pokazal. Dekleta na veliko več različnih načinov odkrijajo masturbacijo kot fantje. Do tega, na primer, pride kar ko plezajo na drog ali pa vrv ali pa pri vožnji s kolesom. Včasih med noge stisnejo blazino ali pa se naslonijo na tresoč gospodinjski aparat, na primer na pralni stroj med centrifugiranjem. Nekatere punce pa odkrijejo masažne nastavitve na tuš glavi ali pa masažni kadi. Spet druge se naslonijo na rob kakšne mize ali pa sedežne ter se drgnejo tja. Skratka, načinov je ogromno. To je za danes vse. Hvala za ogled videa. Če ti je bil všeč, si lahko pogledaš še ostale videe iz te serije, ki smo jih že posneli. Poleg tega pa v prihodnjih dneh prihaja še veliko novih vsebin, zato nam ne pozabi slediti na YouTubeu, pa Instagramu, TikToku in Facebooku. Poleg tega pa vse te informacije najdeš tudi na našem blogu. Se vidimo!